pusti bremzo. To je edino, da se zaželi z glavo noter sneg, pa 230. Vse so vse skozi uporabljali za delo v zelo težkih razmerah na Aljaski, Sibiriji. Psi so sposobni cele dneve vleči tovore. To niso psi, ki bi imeli probleme z mrazom in podobnimi stvarmi. Zdaj pa se to več uporablja v športne namene kot za delo. Mi jih uporabljamo naše pse največ v turistične namene. Tu na Rogli razveseljujemo otroke in tudi odrasle, ki se zelo radi preizkusijo v vožnji z vlečnimi psi. Viš, to je takle, bom jaz pokazal, kar. Takle, viš, takle. Tak, pa še tule še je malo, ne? Dobro. Dobre. Najprej pričvrstimo sani in jih pripravimo za vožnjo. Razmestimo vlečne vrvi. Sedaj nadenemo prstnice in ko bo vse pripravljeno, se vsedete na sanke. Kar probajte zdaj, poskusite. Noge gor, tak in samo uživate. Zdaj pa gremo naprej, pse pripraviti. Za vleko lahko uporabljamo več vrst psov. Mi uporabljamo sibirske haskije. Glede na to, da delamo dosti v mrazu, so oni dosti odporni na vremenske razmere. Vsa tekmovanja potekajo tako, da manjše prege imajo krajše razdalje, daljše pa, večje prege pa daljše. Psi to zelo radi delajo, so zelo nestrpni, ko jih prežemo. Tu ne moreš, recimo, če vodnik pade, pa mu ne moreš, to niso nikoli toliko naučeni, da bi lahko jih poklical nazaj, ampak oni odirjajo po progi naprej. Zdaj pa gremo. Ajde, idemo.
To se tam od 8-12 km in to tečejo psi, recimo to 6 prega za 6 ali 8 psi tečejo skozi v polni hitrosti. In za tako progo porabijo 10-15 minut. Ne? Na takih dolgih distancah, kot so recimo na Aljaski, so tekmovanja, ker vozijo v enem tednu 1000 km, tam pa delajo 150 km na dan. Sabina, pomahaj! Pomahaj, tako gremo! Hajde! Mi smo se peljali prvič in bilo nama je zelo všeč. Ja, mislim, da kužki uživajo ob tem, ker zdaj komaj stojijo pri miru. Torej, smo že videli, kako vlečejo, ampak vidim, da imajo neizmerno moč, veselje pri tej vleki in me zanima, s čim se prehranjujejo ti psi ali pa kaj pijejo, kako se odžejajo, ko so žejni. Ti psi, pač glede na to, da rabijo veliko kalorij in kuhamo največ meso. Pred delom vedno dobijo kako mlačno juho, ker vode zaradi nestrpnosti niti nočejo piti. Vmes še mogoče pojejo, ker če ste videli, kar hlastajo po snegu, potem ko je pa konc, pa jim zopet damo za piti vodo ali pa taka juha. Ne. Tu na stadionu na Rogli, to je čist neposredni bližini hotela Planja, smo vsak četrtek ob 2. To je sigurno, za ostale termine pa se dogovorimo. Najlažje nas najdejo zdaj na Facebooku, stran Husky na Rogli ali pa kar mene Vili Petaci. Dam.